Ja, v rokah držim knjigo in je ful lepa in je super. In od nje sem pričakovala tak pustolovsko zgodbo, zavito v neko mističnost, skrivnosti, majčkeno dramatičnosti, malce trilerja. No, to je v bistvu, kar sem od nje dobila. Pričakovala sem pa v bistvu nekaj podobnega Harry Potter, potem Gospodar prstanov, tako kot so mi nekako postavili vzporednice za to knjigo. In v bistvu je presegla moje pričakovanja. Ne, da so bila moja pričakovanja toliko majhna, ampak so bila zelo visoka. Takrat, ko sem dobila to delo v roke, ampak je pač knjiga, dejansko delo je potem preseglo pričakovanja iz strani v stran. Pričakoval sem nekaj takega, kot je bilo napisano v pozdravljenem sporočilu, recimo to Harry Potter oziroma Gospodar prstanov, prej prvo kot drugo. Ampak jaz tega nisem bral, pa tudi oba ta filma sem videl veliko kasneje, ker me to nekako samo po sebi ni nekaj zanimalo, kljub temu, da sta bila filma potem zelo všeč. Potem sem pa začel brati in je bilo super, že po prvih teh parih straneh te zanima, ker so te neke skrivnosti, pa tako vse veš, da se približajo, kako se bojo, mogoče imaš nek občutek, kako se znajo stvari pač zgoditi, ampak te preseneti vmes določeni preobrati in tako in je to super. Najljubši mi je bil ta, ko se znajdejo tam ob skorajšnji meji, v tistih 3 stolpih, kjer so zaprti. Pozabil sem že točno stolp preudarnih, stolp izkoriščenih, kako že. Ne vem, pozabil sem ta imena, ampak tisti 3 stolpi so me spomnili, nazadnje sem gledal si tak film, ta Zlovešči otok, in sem imel to sliko v glavi teh nekih zaporov in teh nekih stolpov, iz katerih ne moreš nikakor pobegati. In ravno tiste poglavja sem jih bral ravno preden sem šel na predstavo in sem tudi malo zamudil. Mislim, takrat, ko bi mogel biti v gledališču, sem malo kasneje šel, ker je bilo res tisti beg in tisto tam je bilo ful zanimivo. Potem sem pa še predstavil domov, tako sem spet šel in jo prečital do konca. In tisto mi je bilo super. Tisto mi je bilo zelo fajn. Moj najljubši prizor je bil v bistvu, ko je Karina mama, pač da bi zaščitila svojega otroka, se pravi Karo, jo je pač spustila iz roka. Je rekla, v bistvu pač ob vsej materinski ljubezni, ki jo ima mama do Kare, je rekla, pač je naredila zelo težko stvar, da spustiš svojega otroka, da ga v bistvu rešiš. Ona jo je rešila s tem, da je v bistvu rekla, da mora iti stran, da mora iti v bistvu na območje, ki je neznano, ki je nevarno, ampak je bolj varno kot tisto, ki jo je čakalo znotraj obzidja. Ja, Kara je najljubša junakinja, zato ker v bistvu gre zgodba o njej, teče zgodba o njej, je najbolj opisana oseba, ampak v bistvu je hkrati tudi mama njena, ravno zaradi tega dejanja in zaradi v bistvu življenjske zgodbe, ki je zelo težka. Konec koncev je pač izgubila enega moža, potem nekako začela življenje z novim, rahlim diktatorjem, teroristom, skoraj da že ne, ampak vseeno pač njena ljubezen do hčere prevlada nad vsem. Pa tudi potem je še en ljub junak, ki pa v bistvu nima take vloge v prvi knjigi, sumam, da bo imel v nadaljevanju. To je pa pač Karin oče, ki pa se mi zdi, kot sem rekla, da bo do svoje vloge še prišel, do take impozantne vloge. Ja, meni je bil Beregin najljubši, ker se mi zdi tak, da tako kot piše noter, da je bil iskren, pa obenem ne vemo, če zihra je bil iskren ali ne, se mi zdi, da se bo v drugih 2 knjigah še, da se da še kaj narediti z njim, ki je bolj... Tako sem gledal, če bi bil to film, kar bi bil super film, mogoče malo zaradi teh posebnih efektov pa to ne bi šlo tako dobro čez, pri nas mogoče,
ali pa mogoče komu delam krivico. Ampak ta Beregin je tak zanimiv, najbolj skrivnosten se mi zdi. Ker pa onih dveh, v bistvu na sredini ali pa proti koncu te prve knjige, veš približno, kaj je njuna naloga, da sta ona dva, vsaj jaz sem dobil tak feeling, da sta ta izbrana dva, ki bosta zdaj neko novo ero začela graditi, recimo, v tem mestu ali pa zunaj njega. Ampak ta Beregin je bil pa tak, vedno se lahko spremeni, vedno lahko rečeš, da je, vedno se lahko izkaže kot za pravičneža ali pa kot za, bom rekel, the evil guy, ne. Tako da, zato mi je bil ta najbolj všeč. Pa ker se pojavijo v bistvu v nekih takih trenutkih, ko ne pričakuješ. Pa kaj malo zlaben.